4 sveče so počasi izgorevale. Prostor je bil popolnoma tih in lahko si slišal njihov pogovor. Prva je rekla: jaz sem mir, ampak ljudje me ne znajo obdržati. Zdi se mi, da mi ne preostane drugega, kot ugasniti. Tako počasi, počasi sveča popolnoma ugasne. Druga pravi: jaz sem vera. Žal ničemur ne služim. Ljudje nočejo vedeti zame in zato nima smisla, da ostanem prižgana. Komaj je nehala govoriti, jo je lahka sapa ugasnila. Zelo žalostna, pravi tretja sveča: jaz sem ljubezen. Nimam moči ostati prižgana. Ljudje me ne upoštevajo in se ne zavedajo mojega pomena. Svoje drage bolj sovražijo, kot ljubijo. In sveča ugasne. Nepričakovano v sobo vstopi otrok in vidi ugasnjene sveče. Prestrašen zaradi teme pravi: ampak kaj počnete? Morale bi ostati prižgane, strah me je teme. In ko to izreče, pade v jok. Torej, četrta sveča pravi: ne obupaj, ne joči, dokler bom gorela, lahko zmeraj ponovno prižgemo ostale sveče. Jaz sem upanje. Z žarečimi, objokanimi očmi otrok prime svečo upanja in prižge ostale sveče. Da, upanje v naših srcih ne bi nikdar ugasnilo. In vsak od nas lahko, kot tisti otrok, z upanjem ponovno prižge vero, mir in ljubezen.
Papež Frančišek je v tradicionalno advenco pred Božičem sprejel otroke katoliške akcije. V kratkem nagovoru jih je spomnil, da se ob Jezusu, ki postane naš bližji, lahko tudi mi naučimo postati bližnji drugim. Povabil jih je, naj z veseljem nosijo obleko lastne originalnosti. Povedal jim je, vaša pot vere je letos izražena z geslom Pomeri zate, ki se navdihuje po šivilstvu. Všeč mi je ta tematika, ki spominja na obleke, narejene po meri, z dodatki, ki ustrezajo različnim osebam. To je lepo, saj je vsakdo izmed nas edinstvena oseba. Nismo fotokopije, vsi smo originali. Ni lepo, kadar želimo posnemati druge in delati stvari, ki jih počnejo drugi, tako iz originalov postanemo fotokopija. To je slabo. Vsakdo mora braniti lastno originalnost. To je pogosto ponavljal blaženi Karlo Acutis, vaš sovrstnik. In pomembno je, da vsak dan z veseljem nosimo obleko lastne originalnosti, lastne osebnosti. Pomislite, v zgodovini ni bilo in nikoli ne bo nikogar, ki bi bil vam enak. Tebi, tebi, tebi in tebi. Vsi smo različni. Vsakdo je edinstvena in neponovljiva lepota. In tudi, ko nekdo dela grde stvari, je vsakdo edinstvena, neponovljiva grdoba. Vsakdo je originalen tako v dobrem kot v slabem. Tako vas vidi Jezus. Ljubi vas takšne, kakršni ste. Tudi, če vas kdo ne upošteva in morda misli, da niste pomembni. Jezus, ki je prišel na svet kot otrok, verjame v svet po meri otroka, po meri vsakogar. To nam je dal razumeti tako, da se je rodil v Betlehemu. Vendar pa je tudi danes blizu otrokom v vseh državah in ljudstev in to vsak dan. To je sloga Boga, ki je opisana s 3 besedami. Bližina, sočutje, nežnost. To je slog Boga, drugega ni. Dragi prijatelji, ob Jezusu, ki postane naš bližnji, se tudi mi naučimo postati bližnji, bližnji drugim, bližnji domačim, prijateljem, sovrstnikom in pomoči potrebnim. Vedno lahko naredimo kaj za drugega, ne da bi pričakovali, da bi drugi naredili nekaj za nas. Vedno smo lahko misionarji evangelija in to povsod. Najprej v okoljih, v katerih živimo, v družini, v šoli, v župniji, na krajih športa in zabave. Da bi to storili, da bi prevzeli Jezusov slog, da bi bili njegove priče, je potrebno biti z njim, mu narediti prostor v svojem dnevu. Vsakega izmed vas vprašam, ali dajete prostor Jezusu v vašem dnevu, pri delu, pri učenju, med počitkom, med športom? Ali Jezus vstopa tja? Ne bojte se mu posvetiti čas v molitvi, to je pogovor z njim o vaših prijateljih, ga prositi za pomoč v težavah, mu povedati, kadar ste veseli in kadar ste žalostni. In Jezus vam bo pomagal rasti v plemenitosti, ki jo ima človek, ko si nadene lastno mero. Papež Frančišek nam polaga, naj ostanemo originalni. Naj ne posnemamo drug drugega, naj v tem času pričakovanja aktivno, vsak na svoj način, vsak dan posvetimo Jezusu nekaj minut, popolnoma predani veselju, ki ga s prihodom na zemljo polaga v naša srca.
ko se je Jezus tisto noč rodil Mariji in Jožefu, tako naj se v teh dneh duhovno rodi med nami, po ljubezni, po medsebojni ljubezni. Kjer sta 2 ali 3 zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Jezusova želja je bila, da je med ljudmi, da podeli z njimi misli, načrte, skrbi in veselje. Prišel je na zemljo, da prinaša toplino, upanje, mir in ljubezen. Med nami je po medsebojni ljubezni. Ampak kaj pomeni ljubiti nekoga? Ljubiti ni sentimentalizem. Ljubiti pomeni delati drugim to, kar bi želeli, da bi drugi delali nam. To je evangelij. Če bi čutila bolečino, bi želela, da me kdo tolaži. Če bi dvomila, bi želela, da mi kdo da gotovost. Če bi bila nevedna, bi želela, da me kdo pouči. Če bi potrebovala obleko, bi želela, da mi jo kdo prinese. Če bi bila bolana, bi želela, da me kdo pride obiskat. Če bi bila lačna in žejna, bi želela, da mi kdo da jesti in piti. Če bi bila vesela, bi želela, da bi s kom lahko delila veselje. Saj je veselje še večje, če ga delimo z drugimi. Ljubiti torej pomeni delati drugim tisto, kar želimo, da bi drugi delali nam. Obenem pa ljubiti pomeni tudi ne delati drugim tisto, česar sami ne želimo, da bi drugi delali nam. Papež Frančišek je ob letošnjem prihodu jaslic in božičnega drevesa na trg svetega Petra podal močno sporočilo o prihajajočih božičnih praznikih. Papež je spomnil, da osebe v jaslicah, ki so narejene iz materialov in oblačil, ki so značilne za Peru, od koder prihajajo letošnje jaslice,
predstavljajo ansko ljudstvo in simbolizirajo univerzalni klic k zveličanju. Papež je povedal, Jezus je namreč prišel na zemljo v konkretnosti nekega ljudstva, da bi rešil vsakega moškega in žensko, vseh kultur in vseh narodnosti. Postal je majhen, da bi ga lahko sprejeli in prejeli božji dar nežnosti. Smreka je znamenje Kristusa, drevesa življenja, drevesa, do katerega človek ni imel dostopa zaradi greha. Papež je poudaril, da božično drevo spominja na ponovno rojstvo. Povedal je, toda z božičem se je božje življenje zbližalo s človekovim. Božično drevo torej spominja na ponovno rojstvo, na dar Boga, ki se zavedno združi s človekom, ki nam podarja svoje življenje. Luč na smrekcah spominja na Jezusovo luč, luč ljubezni, ki še naprej sveti v nočeh sveta. Dragi prijatelji, to je božič. Ne dopustimo, da bi ga izpodrinila potrošništvo in brezbrižnost. Njegovi simboli, predvsem jaslice in okrašeno drevo, nas vračajo v gotovost, ki napolnjuje naša srca z mirom, v veselje zaradi učlovečenja, k Bogu, ki postane bližnji, on živi z nami, našim dnevom daje ritem upanja. Drevo in jaslice nas uvajajo v tisto tipično vzdušje božiča, ki je del dediščine naših skupnosti. Ozračje, bogato z nežnostjo, podelitvijo in družinsko intimo. Ne živimo nepristnega, skomercializiranega božiča. Dopustimo, da nas uvije božja bližina, ki je sočutna, ki je nežna. Dopustimo, da nas uvije božično vzdušje, ki nam ga prinaša v srce umetnost, glasba, pesmi in običaji. Papež poudari skrb za najšibkejše. Pravi, mi smo tisti, ki se naveličamo prositi za odpuščanje. Prihaja, da bi prebival z ljudmi, zemljo je izbral za svoj dom, da bi ostal z nami, sprejel skrivnost, ki jo preživljamo v svoje dneve. To je tisto, kar nas učijo jaslice. Bog se v božiču ne razodeva kot nekdo, ki je visok, da bi vladal, ampak kot tisti, ki je ponižen, majhen in ubog. Kot sopotnik, da bi služil, to pomeni, da moramo, če želimo biti podobni njemu, slediti poti ponižanja, služenja. Da bi bil božič resnično božič, ne pozabimo tega. Bog prihaja, da bi bil z nami in nas prosi, naj poskrbimo za brate in sestre, zlasti za najrevnejše, najšibkejše in najbolj krhke, ki so v nevarnosti, da bi bili zaradi pandemije še bolj potisnjeni na rob. Tako je prišel Jezus, na to nas spominjajo jaslice. To je položil na srca sveti oče in izrazil željo, naj nam Marija in sveti Jožef pomagata tako živeti božič. Papež je poudaril pomembnost jaslic in drevesca, razjasnil je njihov pomen. Premislimo sedaj, kaj nam predstavljajo jaslice in z lučkami razsvetljeno drevesce. Probajmo vsi skupaj začutiti ta mir, veselje in upanje, ki prihajajo v tem božičnem času. Ne iščimo blišča in potrošništva, raje iščimo mir, upanje, vero in ljubezen, ki nam jo je Jezus položil v naša srca, tako kot je bil on položen v jasli.